iz državnega logističnega centra in logističnih centrov v regijah smo v teh dneh izdali preko 73.000 protipoplavnih vreč, od tega samo mesto Ljubljana preko 33.000. Izdali smo preko 17.000 kvadratnih metrov pokrivne folije za pokrivanje odlomov zemeljskih plazov, usadov in tako naprej, da bi se preprečilo zamakanje. Izdanih je bilo 59 potopnih mulnih črpalk in uporabili smo, dodatno smo prerazporejali 4 visoko zmogljive mulne črpalke, ki predstavljajo pomembno ukrepitev zmogljivosti pri teh ukrepanjih ob visokih vodah. Ocenjevalo se je dolgo časa, da teh črpalk niti ne rabimo, sedaj so se pokazale kot nepogrešljive. S temi črpalkami je bil rešen problem železarne v Štorah, s temi črpalkami ta trenutek še vedno rešujejo potopljeno gradbeno jamo, hidroelektrarne Krško in podobno. Uporabljenih in izdanih je bilo 18 čolnov, poleg tega, da smo uporabili desantne čolne, ki jih ima Slovenska vojska v inženirski enoti. Uporabili smo 18 paketov pivnikov, 38 paketov lovilnih črevec, izdali smo celo zaščitne kombinezone, 50 komadov za intervencije na območju Ljubljane in še bi lahko našteval. Prvič smo aktivirali v takem obsegu tudi nastanitveni stacionarni center v Centru vojnih veteranov Slovenije v Logatcu, in sicer z zmogljivostmi do 100 oseb. Nastanjenih je bilo največ 24 evakuirancev z območja Ljubljane in nekaj z območja Logatca. Z navedenimi zmogljivostmi s poudarkom na lokalni ravni smo aktivnosti zaščite in reševanja pripeljali tako daleč, da v ponedeljek 27.9. v poznih popoldanskih urah sem izdal odredbo o ukinitvi pripravljenosti v vseh vodstvih in v vseh reševalnih službah na državni in regionalni ravni. Medtem ko lokalna raven, se pravi občine, se prilagajajo glede na razmere v posamezni sredini. In seveda s tem dodatkom ali pristavkom, da regijska raven je v državni pristojnosti, medtem lokalna raven, se pravi občine, tam imajo pristojnost o tem odločati župani oziroma občinski poveljniki civilne zaščite. Še vedno spremljamo dnevno dogajanje v zvezi s plazom na Lokavcu, ki je odrezal predmejo oziroma je pač dostopna preko Vipavske doline in se ta razdalja preko Cola ali druge strani poveča za okoli 14 kilometrov. Spremljamo plaz in dogajanje v Zidanem mostu, kjer je teh 62 prebivalcev iz zaselka Obrežje odrezanih od te magistralne komunikacije, predvsem z avtomobili. Problem oskrbe, problem zaposlenih in problem otrok, ki hodijo v šolo iz tega zaselka, je rešen, medtem ko včeraj in danes se tehnično rešuje problem, kako vzpostaviti tudi komunikacijski dostop, se pravi cesto, do tega zaselka. Pozornost je posvečena tudi nekaterim drugim plazovom oziroma usadom, ki ogrožajo posamezne objekte, ampak te dva, ki sem jih omenil, sta največja. Po prvih ocenah v Državnem štabu civilne zaščite ocenjujemo, da je bilo delovanje najrazličnejših reševalnih služb, zlasti pa poklicnih in prostovoljnih gasilcev, ki so glede na naravo te naravne nesreče nosili breme intervencije v preteklih dneh organizirano, načrtno in učinkovito. Dopuščam, da v posameznih primerih je prihajalo do pomanjkljivosti, je prihajalo do pomanjkanja opreme, je prihajalo do pomanjkanja hitre koncentracije ali pa premikov sil z enega dela na drug del posamezne občine.
vendar dejstvo je, da je treba pri tej nesreči upoštevati, da nekatere ukrepe smo in so lahko tudi ti neposredni reševalci izvajali šele, ko so bili za to objektivno dani pogoji. Vode iz objektov ni bilo mogoče črpati, dokler se poplavni val ni znižal, dokler poplavna voda ni odtekla, dokler se podtalnica ni znižala, da je sploh tak ukrep imel nek efekt. Veliko je bilo tudi mnenj, češ, da smo posamezne sile prepozno vključevali v intervencijo. Moram reči, da če gledate celoto tega ukrepanja, da to ne drži. Tudi Slovenska vojska je bila od 18. vključena tudi neposredno v intervencije, vendar gre za zmogljivosti, s katerimi pač dopolnjujemo lokalne sile, ker težišče delovanja, zaščite in reševanja, če želimo, da uspešno tako velike probleme obvladujemo in tudi tiste vsakdanje, mora ostati v lokalnih skupnostih. Dejstvo pa je, da lahko tudi že po teh prvih ugotovitvah povemo naše spoznanje, da nekatera območja, ne bom govoril o občinah, govorimo o območjih, so preslabo pripravljena na nesreče velikega obsega, tudi tiste, ki jih je mogoče napovedovati bilo leta in leta glede na ogroženost. In prepričan sem, da bo na te probleme še toliko bolj pokazala končna analiza, ki jo bomo opravili tam nekje v novembru, ko bodo končane analize delovanja in ukrepanja na lokalni in pa regijski ravni v oktobru. Do takrat bodo končane seveda tudi analize tako v gasilski organizaciji, v policiji, v Slovenski vojski in drugih reševalnih službah, vključno v Rdečem križu in teh humanitarnih organizacijah, ki so bile izjemno aktivne v teh dneh in njihova aktivnost seveda z prenehanjem pripravljenosti teh operativnih reševalnih služb še zdaleč ni prenehala in še deluje dalje. Dovolite mi, da se zahvalim vsem gasilcem, poklicnim in prostovoljnim, zahvalim pripadnikom civilne zaščite, aktivistom Rdečega križa, Karitasa, pripadnikom policije, pripadnikom Slovenske vojske in pripadnikom vseh drugih reševalnih služb in tudi prostovoljcem, ki so v nekaterih primerih se vključevali v zaščitne in reševalne aktivnosti na posameznih območjih. Mislim, da to skupno delovanje bi bilo nepopolno, če ne bi bilo vas medijev, ki ste izjemno, bom rekel, aktivno, intenzivno, objektivno spremljali dogajanje, posredovali opozorila, obveščali ljudi o nevarnostih, obveščali o problemih in mislim, da je tudi to pripomoglo k skupnim ocenam, o katerih sem govoril v prejšnjih stavkih. Spoštovani, z mojimi kolegi, kot rečeno, v glavnem člani Državnega štaba civilne zaščite, smo na voljo za vaša vprašanja. Hvala.